Nahajam se na jugu Češke, v neposredni bližini avstrijske meje, kjer se bom preklopil na eno najlepših kolesarskih poti, ki teče po nekdanji trasi železniške proge. Živijo, en prav lep kolesarski pozdrav. Smo že v drugi polovici julija, tukaj pa je tako prijetno vreme, pretežno oblačno in 27 stopinj Celzija. Te prijetne temperature so tudi eden večjih razlogov, zakaj zadnja leta rajši hodimo na dopust bolj na sever. Poleg tega, da smo bolj na severu, je pa tukaj prijetno tudi zaradi tega, ker je tale teren tukaj na severu Avstrije in na jugu Češke nekje na 500 metrih nadmorske višine. Midva z ženo sva najela apartma za en teden tukaj na severu Avstrije, približno 25 km od češke meje. Kogarkoli zanima točno, kje sem se vozil, bom pa od spodaj v opis videa dal link od svoje Strave. Pripeljal sem se v obmejno mestece Slavonice in zdaj naredim tukaj en krog čez center, vam pokažem, kakšno luštno mestece je tukaj. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Tako smo videli, res krasno mestece, meni je bilo tako všeč tukaj, se mi zdi, da sva z ženo prišla kar 3-krat. Zdaj se pa zapeljem kar proti Avstriji, kjer se bom preklopil na tisto čudovito kolesarsko pot Thaya Runde. Ja, vidiš, je prišel mesec, ko sem zamenjal državo. Thaya Runde je dobila ime po reki Thaya, ki teče kar precej kilometrov vzdolž kolesarske poti. To je taka umirjena, precej ovinkasta in tudi precej rjava reka. Vožnja tukaj po tej progi je res fenomenalna. Saj veste, kjerkoli se vozite po kakšni trasi nekdanje železniške proge, tam ni nobenih vzponov, nobenih kakšnih vratolomnih spustov. To so dejansko proge, ki tečejo naravnost oziroma imajo maksimalno 1 do 2% naklona. Zdaj tukaj na Češkem sem bil malo čez 510 metrov nadmorske višine, dol na cilju v Avstriji jih je pa okrog 460, tako da se za kakšen procent celo spuščam in to res letim, kot da bi šel z vlakom. Ja, v Sloveniji je taka najnovejša pridobitev kolesarska pot Štrekna, ki teče po nekdanji trasi železniške proge od Velenja do Dravograda, skupni dolžini 38 km. In jaz že iščem po svojem koledarju, kdaj bom najdel prost termin, da jo odpeljem in tudi posnamem. Evo, in zdaj pri vsej tej oblačnosti se je pokazalo še sonce, trasa se rahlo spušča, veter mi piha v hrbet. To je tisto, kar ne moreš plačati z denarjem, to je neprecenljivo. Celotna kolesarska proga Thaya Runde je dolga 111 km in jaz sem jo prevozil v celoti, s tem, da sem si jo razdelil na 2 vožnji. Po mnenju mnogih je to ena najlepših kolesarskih poti v Avstriji in tudi ena najboljše označenih. Večino časa Thaya Runde teče izven naselij in tudi skozi manjše gozdičke, tako da je zelo dobro zasenčena. Tukaj lahko vidimo, kako je označena Thaya Runde. Te zelene tablice so na vsakem križišču, da ne bi bilo kakšnega dvoma, kam je treba zaviti. Si pa lahko določene dele proge deli več kolesarskih poti. Tukaj je na primer še ena dodatna tablica, bo pa tale kolesarska pot s časoma zavila nekam drugam. Na tak način označenih kolesarskih poti je tukaj v Avstriji res ogromno.
bi rekel na stotine. Na spletu lahko najdete ogromno virov, kjer dobite njihove opise, GPX trase in še in še. In tudi, ko ste že na kolesarjenju, imate občasno postavljena počivališča in table, kjer lahko pridobite dodatne informacije. Večini Slovencev je najbolj poznana kolesarska pot Alpe Adria, ki teče od Salzburga do Gradeža v Italiji. Ampak, kot sem rekel, takih kolesarskih poti je tukaj v Avstriji na stotine. Moram pa reči, da tudi Češka ne zaostaja dosti. Imajo kar precej lepo urejenih kolesarskih stez. Konkretno recimo tale Thaya Runde prebije češko mejo na dveh različnih koncih, vmes pa poteka po češki strani po progi, ki se imenuje Pot železne zavese. Kar sem videl do zdaj, mi je dalo misliti, da bi naslednje leto šel na dopust na Češko. Poleg lepe narave in urejene kolesarske infrastrukture je Češka zelo, zelo zanimiva, tudi cenovno. To sem se lahko sam prepričal, ko sem hodil na Češko na kakšno kosilo in pa ko sem vozil kolo na servis. Ja, prav ste slišali. V tem kratkem času, kar sem tukaj, sem imel kolo 3-krat na servisu. Najprej mi je šel zadnji ležaj, zaradi česar je opletala od zadaj kaseta in je škrtala ketna. Kolo sem servisiral v Avstriji, cena je bila 153 €, od tega je 60 € ura servisa. Potem sem utrgal zajlo sprednjega menjalnika, tokrat sem peljal kolo na servis na Češko, cena je bila 23 €, 20 € ura in približno 3 € zajla. No, potem v tretje sem pa na zadnjem kolesu utrgal še eno špico, tako da sem ponovno peljal kolo na Češko in lih tako je bilo 20 € menjava. Očitno mi je računal samo 1 uro dela. No, vseeno pa moram reči tako nasplošno, da tukaj v Avstriji cene niso tako hude. Bencin je po 1,6, zunaj, kadar greš kaj pojest, so jedi med 10 in 16 €. Ponavadi sem za dva skupaj s pijačo in še kakšno sladico plačeval tam med 40 in 50 €. Apartma za 8 noči sva dobila za 610 €, mava pa 2 televiziji, celo Alexo. Alexa, bitte smooth jazz spielen. Optiko, internet, vse udobje, kar človek rabi, tako da se nimam kaj pritoževati. Je pa res, da ko sva šla jest na Češko, je bilo kosilo pol manj, recimo 23 € za 2 osebi. Tereni tukaj med Češko in Avstrijo so kar precej valoviti, kar pomeni, da če boste delali 50 km po navadnih cestah, boste imeli vsaj 500 višincev. Na drugi strani je pa vožnja po nekdanji trasi železniške proge zelo prijetna, praktično brez kakšnih hudih višincev in je zelo primerna za kakšen trening v coni 2. Ne smem pa zaključiti tega videa, če se ne zapeljem še 2 km naprej od našega apartmaja v mestece Weidhofen an der Thaya. Mestece je znano po tem, da se je v njem rodil nekdanji dirkač Formule 1 Alexander Wurz in pa po že skoraj izumrlem, zelo ogroženem ptiču klavžarju, ki so si ga vzeli kar za simbol svojega mesta. Podobe ptiča klavžarja lahko vidite vse povsod po mestu, največjega imajo v krožišču, imajo pa tudi eno ogromno voljero z nekaj pravimi živimi primerki, ki vam bi jih rad pokazal. Iz tega prečudovitega terena med Češko in Avstrijo vam jaz želim srečno vožnjo in čim več lepih kilometrov. Lepo preživite preostanek tega poletja. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.